Rok, mislim, da obstajajo tudi lažji načini, kako priti do milijončka. Naprimer, da si prijazen. Max, en prijazen pozdrav tudi tebi. Seveda. Kako sta prijaznost in denar povezana v tej knjigi? Če si prijazen, lahko dobiš denar. In mama je s tem hotela, da tudi potem, ko bi že podelila to nagrado, bi prijazno še kar obstala v tem vasi. Ja, govoriva seveda o Frankovi mami. Frank in mama sta dobitnika teh milijonov. Mama potem razpiše 1 milijon kron nagrade za najbolj prijaznega človeka. Ampak kako sta se ti pa zdela ona dva? Mama se mi je na neke trenutke zdela malo neodgovorna in svojih odločitev pa svojih težav ni znala čisto razložiti. Medtem ko Frank se mi je zdel tak zelo skoliran fant, bil mi je fajen, mogoče se je malo prevečkrat podrejal Magnusu. No, meni so bili zanimivi ti pogovori med mamo in Frankom. Kakšen se ti je zdel pa odnos med njima? Sta bila prijatelja? Ja, meni se je bila prijatelja. Tudi v knjigi se nista nekaj prevečkrat skregali ali pa kaj takega. Aha. A se tebi kdaj doma zgodi, da ti starši ne znajo pojasniti kakšnih svojih odločitev? Ne, v bistvu ne. Ali mene ne zanimajo, ali pa jih vprašam, pa mi potem tudi lahko odgovorijo. No, odlično, imaš srečo. Tole knjigo Milijonček za prijaznost je sicer napisal norveški pisatelj Arnfinn Kollerud, prevedel pa jo Darko Čuden, ki ga zdaj pozdravljam tukaj med nama. Darko, v originalu ima ta knjiga naslov Sniljonen. Verjetno gre za kakšno besedno igro, a ne? Ja, res je. Tukaj gre za besedno igro in sicer sta v tej eni besedi združeni dve norveški besedici. Ena je milijon, to začutimo v drugem delu besedice ljon. V prvem delu besede se pa skriva besedica snil, kar pomeni prijazen. No, meni se ni posrečilo v slovenščini najdete eno tako tvorjenko, da bi tudi v eni besedi prišlo do nekega humornega, recimo, izraza. In smo potem tako rešili z mojo manjšalnico, recimo ne milijon, nismo rekli milijon, ampak milijonček za prijaznost. Odlično, a ne? Se pravi tak prijazen milijonček, prijazen denar. Obstaja pa tudi rečenica denar sveta vladar. Bi se strinjal z njo? Ja, ampak se mi zdi, da ne bi smeli biti tako. Zato recimo zdravje, sreča, družina. To se mi zdijo bolj pomembne stvari kot denar in si jih tudi ne moreš kupiti. Ampak nažalost pa je denar sveta vladar. Frank in mama nekega dne zadeneta na lotu. Življenje se jima obrne na glavo, a še vedno ostajata predvsem mama in sin. Kako Max dojema mamo? Kot osebo, ki A. odločitev ne premisli in jih ne zna sporočiti soljudem, B. odločitev ne premisli, a jih zna sporočiti soljudem, C. odločitve premisli in jih zna sporočiti soljudem, ali D. odločitve premisli, a jih ne zna sporočiti soljudem. Aha. Max meni, da mama svojih odločitev pogosto ne premisli in ne zna pojasniti svojih odločitev in težav. Pravilen je odgovor A, kar pomeni, da tokrat točk ne bomo podelili.